Zgradili so jekleno grobnico v vrednosti 1,7 milijarde dolarjev, da bi zajezili najbolj nevaren predmet na Zemlji. Zagotoviti bi nam morala stoletje varnosti, vendar obstaja ena težava. Tista stvar znotraj izginja. Slonova noga, radioaktivna masa pod Černobilom, se počasi spreminja v mikroskopski radioaktivni prah. Prah, ki lahko zdrsne skozi razpoke, potuje po zračnih tokovih in obide prav tisti ščit, ki naj bi ga zadrževal. Novi varni hram je bila zgrajena, da ujame pošast. Namesto tega pa se ta pošast spreminja v duha, ki lahko hodi skozi stene. Če znanstveniki izgubijo nadzor nad dogajanjem pod Černobilom, bi ta katastrofa lahko prešla v strašljivo novo fazo. Prvo poglavje. Duh v filtru. Predstavljajte si letalski hangar v velikosti majhnega mestnega bloka. Visok 35 nadstropij in težak skoraj 40 tisoč ton. To je na kratko novi varni hram ali NSC. To je bleščeč jekleni lok, širok 257 metrov in visok 108 metrov. Ne stoji neposredno na vrhu reaktorja. Stoji na vrhu prvotne zaščitne konstrukcije, betonske lupine, ki so jo sovjetski delavci v naglici zgradili nad razbitinami v mesecih po nesreči leta 1986. Prvo konstrukcijo so imenovali sarkofag, kar je prav tako zlovešče, kot se sliši, kot grobnica faraona. Zgrajena je bila zato, da bi zavedno zapečatila nekaj nevarnega v notranjosti. Za razliko od egipčanskih grobnic je bila prvotna zaščita zgrajena z vso strukturno trdnostjo, ki bi jo pričakovali od nečesa, kar je bilo zgrajeno v paniki. Do začetka 2000-ih je že razpokala. Dež je pronical noter in celotna konstrukcija je bila v nevarnosti, da se zruši. Zato je svet zgradil NSC, da bi obdal sarkofag, zaščitno konstrukcijo okoli zaščitne konstrukcije, kot bi oblekli zaščitno obleko čez strgano povoj. To je največji premični kopenski objekt na svetu, po enem nedavnem poročilu. A je daleč od tega, da bi bila to zgolj ogromna jeklena škatla, ki stoji nad starim reaktorjem. Na nek način je živa, nenehno diha. Ogromni prezračevalni sistemi vlečejo zrak navznoter, ga vodijo skozi industrijske filtracijske enote in vzdržujejo to, kar inženirji imenujejo negativen tlak znotraj strukture. Negativen tlak je le bolj zapleten način za opis, da stavba vedno vdihuje in nikoli ne izdihuje. Zrak teče noter, nič ne gre ven. Vsaj nič, kar ni bilo najprej speljano skozi filter, zasnovan za zajemanje vseh toksinov, ki jih oddajajo ruševine spodaj. Filtri so ključna obrambna linija. Filtri, ki jih uporabljajo v operacijskih sobah bolnišnic, zlati standard za čista zračna okolja, lahko ujamejo delce majhne kot nič vejica 3 mikrona. To je približno 3000 širine enega samega lasu. Na tej ravni ustavite bakterije, dim in veliko večino radioaktivnih prašnih delcev, ki lebdijo po zaklonišču. Infiltrirni sistemi NSC so pri tem izjemno učinkoviti. To niso neki veliki filtri za peči iz trgovine Home Depot. Uporabljajo goste preproge prepletenih vlaken, ki ujamejo delce z več mehanizmi hkrati. Nekateri delci se zaletijo naravnost v vlakna, drugi jih oplazijo in se prilepijo, najdrobnejši delci pa cikcakasto in nepredvidljivo potujejo po zraku, dokler se ne zaletijo v filtrirni material skozi proces imenovan Brownovo gibanje. Ironično je, da so najmanjši delci pogosto lažje ujeti kot srednje veliki. Ti filtri razkrivajo nekaj grozljivega. NSC nikoli ni bil zasnovan, ker je bil Černobil stabilen. Bil je zasnovan, ker so znanstveniki vedeli, da se materiali v reaktorju 4 še vedno razpadajo in drobijo v radioaktivni prah. Tudi takrat je bilo tisto, kar so raziskovalci začeli opažati znotraj zaščitne konstrukcije, še vedno zaskrbljujoče. Senzorji so zaznali vse večje število nevtronov, ki so se odbijali naokoli kot, citiram, žerjavica v žaru. Takrat je to predstavljalo bolj stalno nevarnost. Vedeli so, da bi lahko imeli težavo. Ne takoj nevarno, ampak takšno, ki ti ne da miru. Preprosto zato, ker teh nevtronskih sunkov sploh ne bi smelo biti. Ti naj bi, citiram, sami od sebe izginili. In ta občutek, ko veš, da je nekaj narobe, a ne veš točno, kako resno je ali kaj se bo zgodilo naprej, je nekaj, kar ljudje lahko razumejo tudi na veliko bolj oseben način. Ker včasih stres ne pride kot ena velika eksplozija. Včasih pride bolj potiho, nabira se v ozadju, se nenehno spreminja in otežuje odločitev, kaj storiti naprej. To je eden od razlogov, zakaj je terapija lahko tako dragocena. Daje ti prostor, da se upočasniš, razvrstiš svoja čustva in narediš en korak naenkrat, namesto da bi vse obravnaval kot nekaj, kar mora biti vse ali nič. Terapija mi je pomagala vzeti nekaj, kar se zdi kot ogromen problem, in to razdeliti na nekaj veliko bolj obvladljivega. Pomagala mi je, da se osredotočim na to, kar lahko naredim zdaj in da so stvari manj preplavljajoče. In zato sem vesel, da BetterHelp sponzorira ta video. BetterHelp olajša začetek terapije. Lahko izpolniš kratek vprašalnik in te povežejo z licenciranim terapeutom.
In če se ti zdi, da ni pravi terapevt zate, lahko kadarkoli zamenjaš brez dodatnih stroškov. Komuniciraš lahko tudi na način, ki ti najbolj ustreza, naj bo to po telefonu, videu ali preko sporočil. Včasih napredek ni v tem, da vse popraviš naenkrat. Včasih gre le za to, da imaš podporo in pogled, ki ti pomagata, da greš naprej nekoliko bolj jasno. Če razmišljaš o tem, da bi poskusil terapijo, klikni na povezavo v opisu ali pojdi na betterhelp.com/infographics in si zagotovi 10% popusta na prvi mesec terapije. Zdaj pa nazaj k Černobilu. Prvotno so pričakovali, da se bo ta proces razgradnje sčasoma postopoma stabiliziral. Namesto tega so meritve znotraj zavetišča nakazovale nekaj veliko bolj nepredvidljivega. Okolje je ostajalo aktivno in dinamično. Še desetletja po eksploziji se je še vedno spreminjalo. V teoriji bi poškodovano jedro moralo večinoma proizvajati grobe radioaktivne delce, fragmente, ostanke in težek prah. To je vrsta onesnaženja, ki jo sodobni industrijski filtrirni sistemi zasnujejo tako, da jo razmeroma enostavno zajamejo. Toda znanstveniki so zaznavali tudi povečanje nevtronske aktivnosti v več podreaktorskih prostorih. In to je bilo zaskrbljujoče. To je nakazovalo, da se material, ki vsebuje gorivo, ni le fizično razpadal. Njegove fizikalne spremembe so dejansko sprožale nove jedrske reakcije. Razpokal je, se premikal, izsuševal in preurejal na načine, ki so sprožali novo cepitev. Zaradi tega je bilo njegovo dolgoročno obnašanje vse težje napovedati. Jedro reaktorja enote 4 v Černobilu se pravzaprav ni ustavilo. Od leta 1986 kemična zmes, veliko bolj zlovešča kot navadne ruševine, še vedno vre. Ko je eksplodiral reaktor 4, se je njegovo jedro stopilo skupaj kot lava, pri čemer so se uranovo gorivo reaktorja, kontrolne palice, kovinska obloga in staljena mešanica betona, jekla, cirkonija, grafita in celo peska spojili v novo snov imenovano kori. Pri temperaturah, ki so presegle 5000 stopinj Fahrenheita, se je masa korija stekala navzdol, strdila v stalagmite in stalaktite ter tokove lave, kar so znanstveniki poimenovali materiali, ki vsebujejo gorivo, ali FCM. Še vedno vsebujejo približno 95% prvotnega urana iz reaktorja. Ob ustreznih pogojih lahko ta masa še vedno tvega nekaj, česar Černobil nikoli več ne bi smel storiti – vzdrževati jedrsko reakcijo. Leta 2021 so znanstveniki objavili več poročil, v katerih so navedli, da se ti FCM-i aktivno razgrajujejo in proizvajajo radioaktivni prah, ki je zapletel prvotne načrte za razgradnjo prvotnega sarkofaga. Danes je slonova noga, najbolj znana med temi tvorbami, bolj ali manj podobna trdno stisnjenemu pesku. NSC počne točno to, za kar je bil zasnovan. Zadržuje delce v notranjosti. Težava je v tem, da se tisto, kar je znotraj, ne obnaša več tako, kot je predvidevala zasnova. Nekaj se je spremenilo znotraj zadrževalnega prostora. To je nit, ki jo moramo začeti vleči. In da bi razumeli, kam vodi, se bomo morali vrniti v noč, ko se je vse začelo, ter se soočiti z možnostjo, da je v tem, kar so nam povedali o tisti noči, vedno nekaj manjkalo. Drugo poglavje. Narava prve eksplozije. Ob 1:22 zjutraj. 26. aprila 1986 je reaktor 4 izvajal rutinski varnostni preizkus, ki pa ni bil prav nič rutinski. Potiskali so ga v nestabilno območje, da bi videli, kaj se zgodi, ko zmanjka elektrike. Sovjetski operaterji so se spoparali z alarmi, preglasitvami in reaktorjem, ki se je že obnašal, kot da ima svojo voljo. Kmalu je moč padla prenizko in nato hitro poskočila. Prehitro. Uradna zgodba pravi, da je bilo tisto, kar se je zgodilo potem, preprosto. Voda v reaktorju se je v trenutku spremenila v paro. Pritisk je naraščal. Eksplozija, ki je sledila, je 1000-tonsko pokrovko reaktorja odpihnila kot zamašek šampanca. Ko je bila sredica izpostavljena, se je vžgal grafit in požar, ki je sledil, je gorel 10 dni. To je različica, ki jo je Sovjetska zveza predstavila svetu. Je v učbenikih. To je zgodba. Toda obstaja težava. Nekje drugje, skoraj 1000 km stran, v ruskem mestu Čerepovec, so znanstveniki zaznali nekaj nenavadnega v zraku. Radioaktivni plin ksenon. Ksenon se ne pojavi kar tako brez razloga. Je produkt cepitve, ki daje edinstveno sled. Prstni odtis, če hočete. In ta prstni odtis se ni ujemal z uradno zgodbo. Ta specifična mešanica izotopov ksenona, ki so jo našli, ni bila skladna s poškodovanim reaktorjem, ki bi se počasi razpadal. Nakazovalo je na nekaj bolj nasilnega, na intenziven izbruh jedrske cepitve, ki se je zgodil prav v trenutku eksplozije. Švedski fizik Lars-Erik de Geer je to raziskoval desetletja kasneje. Z uporabo atmosferskih modelov je izsledil izvor oblaka ksenona in, kar je še pomembneje, kako je tja prišel. Ni sledil glavnemu oblaku, ki je potoval proti Evropi.
Dvignil se je visoko v atmosfero, kjer ga je ujel povsem drugačen zračni tok, kar se zgodi le, če nekaj z izjemno silo izstreli material navzgor. Veliko več kot zgolj parna eksplozija. Deherjev zaključek je bil, da prvi izbruh ni bil le parna eksplozija, bil je dejanska jedrska eksplozija. Hiter, nenadzorovan izbruh cepitve je najprej prešel skozi dele sredice, nato pa je nekaj sekund kasneje parna eksplozija dokončala delo in raztrgala reaktor. Predstavljate si to kot potek sprožilca, preden bomba eksplodira. Ta prvi izbruh je bil morda majhen v primerjavi, vendar je bil jedrske narave in to je pomembno. Karkoli je povzročilo ta izbruh, ni izginilo, ko se je prah polegal. Njegovi prstni odtisi so še vedno ujeti v staljeni sredici, v materialih, ki vsebujejo gorivo. Girjeva teorija ni splošno sprejeta, vendar je sprožila vprašanje, ki noče izginiti. Če je v Černobilu pred mehansko eksplozijo za kratek čas prišlo do jedrske reakcije, kaj točno je tam spodaj? Tretje poglavje, soba 305-2, utrip. Globoko pod 4. reaktorjem, mimo razbitega betona in zvitega jekla ter v labirint, kamor ljudje ne morejo varno vstopiti, leži soba 305-2. Zveni nenevarno, vendar naj vas to ne zavede. Tu je soba, kjer je končal del reaktorja, ko se je žareča kurjeva brozga prebila navzdol kot lava in se nato ohladila. Karkoli je tam spodaj, je v temi že od leta 1986, vendar ne tiho. Nihče se ne more vrniti dol, da bi preveril. Sevanje bi te ubilo v nekaj minutah. Zato so znanstveniki izbrali naslednjo najboljšo možnost. Sobo so opremili s senzorji in pustili, da reaktorsko jedro spregovori samo zase. Če želiš vedeti, ali nekje poteka jedrska cepitev, šteješ nevtrone. Vsakič, ko se atom urana razcepi, izstreli nevtrone kot mikroskopske krogle. Ti nevtroni zadenejo druge atome, jih razcepijo, sprostijo še več nevtronov. Verižna reakcija. Več kot zaznaš nevtronov, več cepitev se dogaja. Ko so torej senzorji v sobi 305-2 začeli zaznavati več nevtronov, so ljudje postali pozorni. Med letoma 2016 in 2021 so ravni nevtronov poskočile za približno 40%, v nekaterih primerih skoraj podvojile. Glavni osumljenec je bila voda. Desetletja je potalnica pronicala v ruševine. Čudno, a prav to je pomagalo ohranjati stabilnost. Voda dejansko upočasni nevtrone. Počasnejši nevtroni pa imajo večjo verjetnost, da povzročijo cepitev, vendar voda nevtrone tudi absorbira in deluje kot pospeševalec in zavora hkrati. Leta dolgo je zmagovala zavora, potem pa je prišel NSC. Z zatesnitvijo reaktorja in nadzorom okolja so zmanjšali količino podtalnice, ki je vdirala v sistem. Manj vode pomeni manj zaviranja. Če si lahko predstavljate taborni ogenj, zakopan pod mokrim pepelom desetletja, ki tiho tli in je komaj živ, boste morda dobili občutek, kaj se dogaja. Ko se pepel posuši, bo vse, kar je spodaj, spet začelo žareti. Da bo jasno, to ni druga černobilska eksplozija, ki čaka, da se zgodi. Večina strokovnjakov meni, da geometrija materiala ne dopušča takšne nenadzorovane reakcije. Če bi se stvari preveč segrele, bi se sistem verjetno sam zadušil. Ampak tega ne vedo zagotovo. Nihče ne ve. Kar pa zagotovo vedo, je, da jedro ni mrtvo. Reagira, povzroča nove cepitve, sevanje in toploto. In ta energija ne ostane zavedno zakopana, premika se navzgor. Nekaj kilometrov stran na površju se je nekaj drugega pripravljalo, da zmoti tla nad reaktorjem 4. Brez kakršnekoli predstave, kaj bi se lahko prebujalo spodaj. Četrto poglavje. Motnja v rdečem gozdu. Nekaj mil od reaktorja 4 je gozd, ki ne bi smel obstajati. In to zato, ker je leta 1986 domnevno umrl. Sevanje ga je zadelo tako močno, da so borovci skoraj čez noč postali zarjavelo oranžno rdeči. Nato so se zrušili tam, kjer so stali. Prišli so buldožerji, zakopali so, kar so lahko, ostalo pa pustili, da zgnije. Poimenovali so ga rdeči gozd, danes pa izgleda srhljivo običajno. Na površju so drevesa ponovno zrasla, ptice letajo skozenj in veter piha skozi veje, kot v kateremkoli drugem gozdu na zemlji. Če pa greš pod zemljo, gozd razkrije veliko bolj zlovešče korenine. Skoraj 5 desetletij je zemlja tiho zbirala vse, kar je Černobil izpustil v zrak. To vključuje radioaktivni prah, padavinske ionizirajoče delce, ki jih prenašata dež in veter, ter vse drugo, kar je nasilna eksplozija znova in znova sproščala v okolje. Plast za plastjo ostaja eno najbolj onesnaženih krajev na Zemlji in februarja 2022 so ruski tanki zapeljali naravnost skozi to območje. Oklepne kolone Putina, ki so bile del njegove posebne vojaške operacije za invazijo na Ukrajino, so se proti Kijevu pomikale tako, da so prečkale območje izključitve.
Težka gosenična vozila so orala zemljo, kopala, drobila in dvigovala desetletja radioaktivnega materiala v zrak kot posledico. Lokalni delavci v elektrarni so lahko le opazovali, dokler se njihovi senzorji niso začeli oglašati. Merilniki sevanja so začeli zaznavati porast. Nekatere postaje so zaznale ravni gama sevanja, ki so bile 20 ali celo 30krat višje od običajnih, kar ni ravno neopazno. Ko so se znanstveniki vrnili in podrobno preučili podatke, vzorec ni imel smisla. Nekateri senzori daleč od vojaškega konvoja so zaznali porast, medtem ko tisti bližje niso. Študija iz leta 2023 je podrobno preučila meritve in popolnoma ovrgla teorijo o prahu. Senzori so zaznali porast več kilometrov stran od cest. Z drugimi besedami, čeprav so tanki zagotovo dvignili radioaktivni prah na lokalni ravni, ta fizični prah ni povzročil velikih porastov na senzorjih. Njihovo orožje za elektronsko bojevanje je verjetno motilo omrežje. Kljub temu se kemična strupenost tal dejansko še poslabšuje. Leta 1986 je radioaktivni izpad vključeval izotop imenovan plutonij 241. Ta ne ostane prisoten zavedno, pravzaprav razpada razmeroma hitro. Prava težava je v tem, v kaj se spremeni, ko razpade. In magnezij 241, ki ima daljšo življenjsko dobo, je bolj obstojen in je na nekatere načine bolj nevaren, saj oddaja alfa sevanje. Ne bo potoval daleč po zraku, vendar če pride v vaše telo, bo vso energijo sprostil neposredno v vaše celice. Vaše pljučno tkivo, vaše kosti, kjerkoli se usede, bo še naprej obseval, se spreminjal v nekaj še bolj nevarnega. Karkoli so tisti tanki dvignili leta 2022, ni bilo isto kot material, ki je padel leta 1986. Bilo je nekaj še bolj strupenega in prečiščenega. In ne vse v rdečem gozdu ostane na površju ali v zraku. Nekaj tega pronica skozi zemljo in v podtalnico pod reaktorjem. Ista območja, kjer soba 305.2 kaže znake ponovnega življenja. Poglavje 5. Nevidna avtocesta. Vse, o čemer smo do zdaj govorili, sevanje, prah, staljeno gorivo, vse to se je zdelo zadržano. Toda pod izključitveno cono je skrit sistem podzemnih rek, plasti vodonosnih kamnin in zemlje, imenovanih vodonosniki. Ko dež pade, pronica v tla, začne počasno potovanje skozi te vodonosnike vse do reke Dnepr. To je glavni vir vode za Kijev, kjer živi 3 milijone ljudi in še desetine milijonov po vsej regiji. Če bi leta 1986 znanstvenike vprašali, ali iz Černobila kaj pride v ta sistem, bi imeli pomirjujoč odgovor. Pod območjem je debela plast gline, glina pa je gosta in lepljiva. Pravzaprav je skoraj neprepustna. Upali so, da bo vse, kar zadene to glineno pregrado, tam tudi obstalo, ali pa se bo premikalo tako počasi, da bo sevanje razpadlo, še preden bi doseglo kaj pomembnega. Vendar pa se je pojavil velik problem, ko so kasnejše raziskave ugotovile, da prvotni modeli niso upoštevali, da černobilska glina v resnici ni bila trdna. Bila je prepredena z razpokami in prežeta z drobnimi potmi, po katerih je lahko voda pronicala skozi. Voda, ki je tekla skozi te razpoke, je s seboj nosila tudi potnike. Znanstveniki so jih imenovali koloidi, v bistvu mikroskopski delci, ki so bili suspendirani v vodi. Premajžni, da bi se usedli, in preveliki, da bi jih lahko prezrli. Najpomembnejše pa je, da radioaktivni elementi obožujejo te delce. Plutonij naj bi na primer ostal zaklenjen v tleh, praktično nepremičen. Toda v tem primeru se je začel prenašati, oprijemal se je teh drobnih delcev in se premikal z vodo. Prešel je skozi razpoke, obšel naravne ovire in potoval dlje in hitreje, kot je kdorkoli predvidel. Prvotni varnostni modeli so si predstavljali, da onesnaženje počasi leze skozi zemljo. Namesto tega so odkrili vodne avtoceste, katerih končni doseg je bil praktično nemogoče izmeriti. Dolgoročna študija, objavljena leta 2022, je potrdila, da so radioaktivni elementi, kot so cezij, stronci in celo plutonij, že prisotni v podtalnici pod Černobilom. Sistem jih sčasoma res razreči in upočasni, vendar so mehanizmi prenosa bolj zapleteni, kot je kdorkoli mislil. Zadrževanje je delovalo, vendar ne tako, kot smo mislili, da bo. Ker se sistem navzven povezuje prek globokih vodonosnikov in regionalne geologije, se izliva v isto povodje, ki oskrbuje eno največjih prebivalstev v Evropi. Vsak del tega kaže nazaj na eno mesto, na izvor, kjer je nekaj znotraj reaktorja še vedno živo in proizvaja snov, ki se ne obnaša tako, kot bi se morala. 6. poglavje. Mit o sarkofagu. Na tej točki lahko z gotovostjo rečemo, da se jedro Černobila ne obnaša kot mrtvi predmet. Logika NSC je bila le, da pridobijo nekaj časa.
Bila je začasna, 100-letno zatočišče, zasnovano tako, da bi inženirji lahko sčasoma razstavili ruševine. Toda ta načrt je temeljil na eni sami predpostavki, da so jedrske reakcije končane. In če smo pošteni, NSC sam po sebi deluje odlično. Njegovi jekleni loki so strukturno stabilni, prezračevalni sistem deluje dobro, filtrirni sistemi pa delujejo natančno v skladu s specifikacijami. Inženiring ni problem. Težava je v tem, da so inženirji zasnovali strukturo za speči, razpadajoči reaktor. In Černobil ni prebral navodil. NSC je bil zgrajen, da prepreči uhajanje radioaktivnega prahu iz statične trdne mase. Namesto tega se znanstveniki vse bolj ukvarjajo z nečim, kar je bolj podobno kemično nestabilni radioaktivni stekleni pošasti, ki se nenehno drobi, premika, reagira in občasno daje majhne namige, da se jedrska cepitev morda še vedno dogaja pod zemljo. To ni idealno. In to je v resnici zgodba tukaj. Nevtronski sunki, onesnaženje podtalnice, nenavadni aerosolni delci, vse to so simptomi in dokazi, da se nekaj fizičnega dogaja znotraj samega reaktorskega jedra. Če bi bilo jedro resnično inertno in bi izvirni modeli držali, bi ti signali postopoma izginjali, ne pa se razvijali in včasih celo krepili 40 let kasneje. Zato so se znanstveniki vrnili k izvoru, nazaj k staljenim ostankom reaktorja 4. Kar so našli, je bilo hujše od preprostega onesnaženja. 7. poglavje. Razpadajoča noga. Vse to nas pripelje nazaj na začetek, k slonovi nogi. Po vsem tem času ostaja eden najbolj smrtonosnih predmetov, kar jih je človeštvo kdaj ustvarilo. Če si ogledate fotografijo, boste verjetno pomislili, da gre za kamen, velik radioaktiven kamen, a v resnici je to radioaktivno steklo. In to je grozljivo pomembna razlika. Leta 1986 se je reaktor 4 tako segrel, da se je vse v reaktorju stopilo v žarečo brozgo, ki je kot lava tekla skozi stavbo reaktorja. Ko se je ohladila, je najbolj znan kos postal slonova noga. In leta so znanstveniki domnevali, da je ogromna črna tvorba silikatnega stekla, bogatega z uranom in polna radioaktivnih izotopov, večinoma prenehala spreminjati. Še ena slaba domneva, saj steklo ni trajno, radioaktivno steklo pa je v bistvu uničevano od znotraj zaradi lastnih atomov. Vsak dogodek radioaktivnega razpada znotraj noge sprosti energijo v obliki alfa delcev, gama žarkov in beta razpada. Ti drobni mikroskopski udarci neprestano tolčejo po materialu desetletja. To je ravno dovolj, da se masa počasi zdrobi in ne eksplodira dramatično. Toda vez za vezjo, atom za atomom, se masa spreminja. Sčasoma se stvari morajo začeti lomiti in to je tisto, kar znanstveniki opažajo. V 90. letih prejšnjega stoletja je slonova noga izgledala tako gosta in trajna, da so znanstveniki morali uporabiti puško kalašnikov s prebojnimi naboji, da so lahko odlomili vzorec za analizo. Danes znanstveniki pravijo, da ima del tega konsistenco peska in to ni tisto, kar si želiš od običajne radioaktivne lave. Prah, ki se sprošča iz tega peska, razpada na način, ki pojasnjuje vse najnovejše meritve aerosola, a postane še slabše. Ko se material notranje lomi, se uran, ujet v njem, premika. Koncentracije se prerazporedijo, ko nastajajo žepi in v določenih pogojih, ko se prostori reaktorja izsušijo, lahko to prerazporejanje pojasni tudi naraščajočo nevtronsko aktivnost, ki so jo znanstveniki zaznali v sobi 305. Jedro zelo slabo ostari, kot strupen žele, ki se počasi spreminja v prah v zraku, medtem ko leži na vrhu evropske podtalnice. Načrt odstranitve, je še vedno v razvoju. In to je neprijetna resničnost, ki leži pod največjo premično strukturo na Zemlji. Černobil ne spi, je buden in se spreminja v nekaj, kar je še težje zadržati kot tistega dni, ko smo ga zaprli. Da bi razumeli, zakaj je sploh prišlo do tega, se moramo vrniti v trenutek, ko je vse odpovedalo in k napakam, ki so bile storjene. Izvedite resnično zgodbo v dokumentarcu Černobilska jedrska eksplozija po urah ali pa si oglejte to.